Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes je v moji družbi malo drugačen zdravnik. Takšen zdravnik, napreden, ki tako kot mnogi drugi sodobni zdravniki, psihiatri, skupaj z psihiatri in drugimi strokovnjaki po svetu, opozarjajo na zdravje mikrobioma, na to, da je temelj našega zdravja pravzaprav črevesje in ne samo tistega zdravja, ki ga merimo s krvno sliko in podobno, ampak tudi za mentalno zdravje in tudi za čustveno zdravje. V svoji družbi hvaležno pozdravljam zares veliko ime v Sloveniji na področju integrativne medicine, holističnega pristopa. V naši družbi je dr. Dejan Jarič. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo. Kaj je tisto, kar je tebe osebno navdušilo pri samem mikrobiomu in njegovem vplivu na zdravje, na počutje in vse, kar dejansko človek predstavlja in deluje? Ja, mikrobiom so, kot bi rekli, eni naši drugi možgani, ne? In vemo, da dejansko povezava med črevesjem in možgani je danes že znanstveno dokazana in stanje v bistvu naših teh dobrih bakterij v črevesju vpliva, seveda, tako kot si izrazila, povedala, in na psihično zdravje in na imunski sistem, tako da to je danes ogromno študij znanstvenih prav narejenih po celem svetu, kako je to pomembno, kajti mi v bistvu vsi zaradi stresa, zaradi načina življenja, predelane hrane, imamo seveda tukaj lahko problem in jaz se v vsakodnevnem delu tudi srečujem z ljudmi, ki so seveda v čustvenih stiskah, v depresijah, v anksioznostih tudi recimo, ne, in opažamo, da velikokrat je problem seveda poleg mentalno čustvenih zadev, torej vsega, kar se jim dogaja v življenju, stresa, načina življenja, tudi stanje mikrobioma, ne. In danes se da seveda uspešno pomagati z različnimi preparati, dodatki in tako naprej, kajti težko je zaužiti toliko zelenjave, toliko svežega sadja, ki bi bilo seveda še ekološko, ne. In v današnjem svetu dejansko zaužijemo premalo svežega sadja, zelenjave, ki bi bilo seveda še ekološko, a ne. Tako da je potrebno dodajati v bistvu določene preparate. Jaz sem bil vedno tudi zagovornik prehranskih dopolnil, ki dejansko lahko na daljši rok pomagajo človeku, da vzpostavi nazaj tisto svoje notranje ravnovesje, ne. In en tak fermentacijski napitek, recimo, ki ga mi zaužijemo, kar je seveda tudi prednost, a ne, kot določene kapsule, določeni ljudje imajo težave z požiranjem kapsul, a ne, je lahko tukaj ena zelo dobra alternativa oziroma pomoč, da si lahko ljudje uravnovesijo ta mikrobiom, torej uravnovesijo te dobre bakterije, ki vemo, da so zelo pomembne za imunski sistem, za zdravje na vseh nivojih, za čustveno zdravje, za mentalno zdravje. Tako da ja, kombinirati pristope, delati seveda na psihi, na čustvih in hkrati poskrbeti za zdravo črevesje je, kar se mene tiče, ključ za zdravo psiho in za zdravo življenje, ki bo polno radosti, obilja, veselja, izpolnjenosti, a ne. Dr. Dejan Jarič, ugledni psihiatri po svetu danes ne pišejo več tako strastno receptov za antidepresive, ampak pravzaprav za probiotike, za fermentacijske napitke. Je to ravno povezano s tem? Ja, definitivno znanstvene študije danes dokazujejo, da dejansko je to stanje, ne, ki je v našem črevesju, torej teh bakterij, ki vemo, da sodelujejo pri vseh procesih, pri presnovnih procesih, pri prebavi in tako naprej, izjemnega pomena tudi seveda za tvorbo serotonina, recimo, ne, dopamina, teh dobrih nevrotransmiterjev v možganih, ki seveda vplivajo na naše zdravje, na naše počutje, in je to danes že znanstveno potrjeno in dokazano, kako v bistvu se tukaj v črevesju tvori v bistvu tisto, kar bi rekli, je za našo srečo, za naše zdravje, kar je tudi seveda na fizični, celični ravni tudi danes dokazano, ne. Se pravi hormoni dejansko, ne? Ja, v bistvu prav se reče nevrotransmiterji, a ne, poljudno ljudje kar rečejo hormoni, hormoni so nekaj drugega, ampak te nevrotransmiterji, to so v bistvu živčni prenašalci v možganih, ki grejo pač preko sinaps, a ne, recimo, če imaš klasični antidepresivi, deluje tako, ne, recimo te SSRI se reče, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, torej zaviralci ponovnega proizvema serotonina, da v bistvu povečajo koncentracijo serotonina v sinaptični špranji, a ne. In to delajo pač na kemični, sintetični način, a ne. Tukaj pa v bistvu mi lahko na naraven način v bistvu
proizvodno tega serotonina oziroma da se koncentracija serotonina zviša na naraven način, ker pač vplivamo preko črevesja na možgane in na ta način v bistvu povezujemo in na naraven način v bistvu dvignemo to, kar lahko seveda delamo tudi z meditacijami, z raznimi tehnikami, kar vse tudi ti učiš, promoviraš, ta zdrav način življenja, šport in tako naprej, ampak seveda mikrobiom in stanje v bistvu črevesa in teh dobrih bakterij je tukaj še kako pomembno in je, bom rekel, ena taka pika na i k temu celostnemu zdravju in seveda zdravju tudi naše psihe. V oddaji Klepet ob kavi velikokrat govorimo in smo že govorili o mikrobiomu, kakšne obroke si pripravljati, stvari, ki so nam pravzaprav brezplačno dosegljive v smislu kombuče, vodnega kefirja, fermentirane zelenjave, sploh Azijci imajo pa kimči, pa vse take zadeve, se pravi neke take navade, bazna prehrana, ki je osnovna. Ampak danes imamo tukaj tudi en izdelek, ki ste ga osebno testirali. Zakaj pravzaprav gre? Ja, gre za en tak fermentacijski napitek, ki v bistvu vsebuje številne dobre bakterije, ki so dejansko zelo pomembne za stanje našega mikrobioma. In jaz, ko sem ga probal, sem dejansko začutil več energije, več fokusa, nekako tudi čez dan je bilo več te energije, ker delam veliko z ljudmi, kar zna biti včasih utrujajoče, z problemi psihičnimi, z težavami v odnosih in tako naprej. Tako da dejansko je v bistvu, tako bom rekel, zelo dobra podpora. Sploh zdaj v teh časih, v teh mesecih, ko je več teh okužb, prehladov in tako naprej. V koliko času ste pa opazili? Zdaj ena steklenica tale je za 25 dni. Kako hitro? Pa zdaj moramo vedeti, da vi ste zelo zdrav človek, ki zase skrbi na vseh nivojih, celičnem, energijskem, mentalnem, fizičnem in tako naprej. Ampak ste opazili po koliko času? Že po nekaj dneh, bom rekel, že po nekaj dneh je bil opazen učinek. In je bilo tako več energije, tudi nekako spanje se je še dodatno, nekako globina spanja sem začutil, da je bila še globlja in zjutraj nekako več sveže energije. Tako, na ta način. Sicer tudi druga prehranska dopolnila uporabljam, veliko tega v bistvu zaužijam, ker se mi zdi zelo pomembno, ker vemo, hrana danes je zelo osiromašena, pomanjkanje vitaminov, mineralov, vsega tega. In moramo dodajati, pač roko na srce, hočemo, nočemo, čeprav včasih eni so se upirali, so rekli, ne rabiš nič, samo zdravo jej, pa je to ni resno. Jaz se ne strinjam v današnjem času. Redko kdo ima v bistvu čas se res zdravo prehranjevati vsak dan, pa vsak dan je sicer imam zdaj kuharja, ki mi vegansko kuha vsak dan in mi prinese kosilo, vmes, ko imam pauzo, ampak redko kdo ima danes res toliko časa, da si kvalitetno lahko pripravi obroke in tudi toliko, da bi zaužil tega sadja zelenjave, da bi to res vplivalo na mikrobiom, je zelo težko. In takile produkti, kot je ta, lahko res dodatno pripomorejo, da človek na en enostaven način, recimo za eno žličko, tudi za otroke je zelo primerno, ker otroci, vemo, imajo težave s kapsulami, lahko v bistvu zelo enostavno okrepimo mikrobiom in pomagamo pri imunskem sistemu, pri izboljšanju zdravja, počutja, energije, vitalnosti in vsega. Komu bi to lahko priporočali? So to otroci, ki pojejo itak, vemo, preveč sladkorja, pa tudi odrasli? Komu s kakšnimi izzivi? Ja, v bistvu jaz bi rekel, da je to čist za vse, in za preventivo, torej tudi tisti, ki so zdravi, ki nimajo nekih težav, ker v Sloveniji še vedno premalo delamo na preventivi. Tudi jaz vedno, ko pridejo ljudje k meni, pridejo že, ko so res hudo v stiski, v težavah, čakajo, dokler res ni toliko hudo, potem pa pridejo, pol bi pa vse naredili, da bi si nazaj pridobili zdravje pa dobro počutje. Tako da preventiva definitivno, otroci, potem odrasli, vsi, ki imajo kakršnekoli tudi zdravstvene težave, depresije, anksioznosti, vsi z raznimi kroničnimi boleznimi, ker lahko seveda s tem dodatno mi ukrepimo imunski sistem in pomagamo v bistvu telesu, da se začne samo zdraviti, ker vemo, naše telo je zelo inteligentno in se v bistvu samo zdravi, seveda, če ga pa mi dodatno podpremo z določenimi produkti, ki vemo dokazano, da nas vplivajo na naše zdravje, dobro počutje, pa to še toliko boljše. Hvala lepa za vse te informacije. O mikrobiomu smo veliko napisali, tudi že govorili o tem. Poglejte si na spletni strani, lahko napišete samo pod iskalnik mikrobiom Klepet ob kavi. Takoj boste našli vse te informacije, ki smo jih podelili za vas. In pa ob mikrobiomu, dobremu mikrobiomu, naj omenim še en izziv, ki vam je brezplačno na voljo na klepetobkavi.si in sicer 30 dni brez sladkorja. Neverjetno je, kakšno uslugo lahko naredite svojemu mikrobiomu, če se udeležite
udeležite tega izziva in ste 30 dni brez sladkorja. Če boste pa zdržali 1 leto, tako kot sem pa že jaz zdaj blizu, potem boste pa sploh videli rezultate.